Rada imam svoje delo. Rada si vzamem čas zase. Rada sem svobodna. Rada se razvajam. City Park, polepša dan. Glede referenduma je bilo do sedaj veliko povedanega in se je veliko govorilo, ampak je bilo tudi kar nekaj dezinformacij, zato bi hotel nekatere stvari prav posebej izpostaviti. Najprej datum. Nisem ga razpisal sam, kot mnogi napačno navajajo, ampak ga je predlagal odbor za infrastrukturo, oblikovali so ga službe državnega zbora, sprejel pa državni zbor. Vodil sem sejo, povedal. Dejstvo je, da je šlo to pod klasičnih načinih, kako se ti roki določajo. Včasih mi kakšen rok ni všeč, kot mi ni bil všeč na prejšnjem referendumu, ki se je izvedel. Tokrat mi je mogoče bolj všeč. Gre po ustaljenem postopku. Glede roka je bilo torej določeno, da gospod Vili Kovačič ima pravico, torej bilo je določeno glede roka, gospod Vili Kovačič se lahko nasprotuje, misli, da se mu godi krivica. Mislim sam pa, da objektivno gledano ima več časa za referendumsko delovanje, kot bi ga imel v klasičnem primeru, ravno zaradi tega, ker so vmes tudi počitnice in kampanjo lahko vodi do takrat, tega noben ne more preprečiti. Kar se pa samega datuma tiče in problema rokov, smo upoštevali tudi številne sodbe Ustavnega sodišča. Vsaj tri bi navedel, iz leta 96, torej zelo stara sodba, 1/297 iz leta 96, 10.9. je Ustavno sodišče zapisalo, da zakon o referendumu in ljudski iniciativi ne dopušča odlaganje izvedbe referenduma brez podlage v ustavi ali zakonu. Potem pa tudi, da je mogoče na podlagi določb 30., 31. in 33. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi, veste, da ga nismo spremenili v skladu s spremembo same ustave iz leta 2013, smiselno ga uporabljamo in ta uporaba je bila tudi že potrjena strani samega Ustavnega sodišča. Ni mogoče priti do ugotovitve, da zakon o referendumu in ljudski iniciativi dopušča odlaganje izvedbe referenduma za nesorazmerno dolgo obdobje. Leta 2011 je Ustavno sodišče v svoji odločbi Rimska 2/1/11/46 poudarilo, da je smisel zahteve za razpis referenduma v tem, da volivci čim prej odločijo, ali se zakon, ki ga državni zbor že sprejel, potrdi ali zavrne. Leta 2014, torej po spremembi, pa v svoji odločitvi v Rimska 1/14/17 zapisalo, da ima pri določenju datuma glasovanja državnega zbora glasovanje državni zbor, dokler se vide znotraj ustavnih okvirov široko polje proste presoje. Zdaj tega, kdaj bo razpisal, ampak morajo biti pa izpolnjeni vsi tisti pogoji, ki so vezani na volilno pravico in tako naprej. Ampak mislim, da za to odločitvijo so bili vsi izpolnjeni, tako da vsaj, kar se državnega zbora tiče, bo na kakršnokoli že pritožbo normalno da odgovarjal. Torej, gospod Kovačič in SDS, da povem naravnost, bosta žal morala ugotoviti, da roke določata zakon in ustava. V tem kontekstu se mi zdi popolnoma neprimerno neko izsiljevanje rokov, ki bi lahko bilo celo nezakonito in neustavno. To se pa zdaj mene samega tiče. Sam sem šel v politiko ravno zato, da bi se upiral izsiljevanju. Funkcija pa mi omogoča reagirati tudi na neustavnost in nezakonitost. Me pa glede vsega skupaj skrbi, da gospod Kovačič predlaga, da Ustavno sodišče sprejme nov odlok ali celo samo določi datum volitev in referenduma. To smatram, da je to isto kot poziv k ukinitvi državnega zbora. Sicer moram priznati, da pri tem žal ni ustavno in včasih tudi vlada takšna, da kot dobi argumente, pač pride do takih čudnih zahtevkov pred Ustavnim sodiščem. Ampak po svoji funkciji sem dolžan opozoriti in se na to in seveda se proti temu boriti in se misli tudi boriti proti tej zadevi. Glede kvoruma bo
bo to odločitev državljank in državljanov. Vsekakor pa verjamem, da se boste gospod Kovačič in SDS izjemno močno angažirala. Upam, da tudi z argumenti, ne zgolj z zavajanji. Seveda, iz tega tudi skupaj izhaja, končno to povem, da sam zakon v drugem tiru in njegovo izgradnjo podpira. Rad bi poudaril dve stvari glede tega. Zelo slovensko je po mojem, da ko smo končno po mednarodnem pravu dobili zagotovljen dostop do odprtega morja, želimo z referendumom prometno odrezati Luko Koper od širšega zaledja, tako bi se dalo to interpretirati, in pa seveda zagotavlja dolgoročno posel in tudi razvojni multiplikator. Meni se zdi to geopolitično povsem nesmiselno, zmanjšuje pa tudi našo mednarodno kredibilnost. In še drugi argument, ki bi ga hotel izpostaviti. Glede načina financiranja se nesmiselno skuša preprečiti, da bi dobili nepovratna sredstva Evropske unije. Če teh ne bo, je absolutno jasno, da bomo to plačali vsi davkoplačevalci in davkoplačevalke. Ampak skupaj z temi sredstvi pride še ena stvar. Pride tudi nadzor. Z evropskimi sredstvi pride evropski nadzor. In mislim, da je osnovna ideja tega, da se izognemo temu evropskemu nadzoru in naredimo zadeve po domače. Zdaj pa v moji stranki, pa tudi sam sem tega prepričanja, torej stranka SMC, pa se proti temu mora po značilnosti boriti in ena od možnih načinov, kako se temu boriš, je, da si pod evropskim nadzorom in potem zadeve in posle ni možno tega podobiti. Kar se pa tiče ostalega, rekel sem in ustrajam pri tem, da bo to po julijski seji, glede na to, da se je manjša arbitražna odločitev zgodila, sem se bolj ukvarjal s tisto zadevo kot ta trenutek z samim datumom. Pričakujem nekje v tem oknu, dajmo reči 15. julij, 15. august, v tem oknu bo ta zadeva sporočena. Mogoče vam bom dal možnost, da boste pač v tem pisali v času tistih povrti. Nisem se še odločil. Vsekakor ves ta čas ne bom na dopustu, da še nekako drugo vprašanje odgovorim, ker je v tej funkciji ga težko pravzaprav dejansko imeti. Rada imam svoje delo. Rada si vzamem čas zase. Rada sem svobodna. Rada se razvajam. City Park. Polepša dan.